Adrenalinska prestolnica sveta, mesto Queenstown na Novi Zelandiji. Ne samo, da imamo čudovito jezero in visoke gore. Kombinacija teh dveh faktorjev ustvarja unikatno priložnost, da lahko počneš tukaj glih karkoli se ti srce poželi. Kje pravzaprav začeti s Queenstownom, mestom, ki ponuja toliko enih aktivnosti in za katerega sva imela sigurno premalo časa, da bi ga izkoristila in izkusila v celoti. Najmogoče začneva pri aktivnosti, po kateri je verjetno najbolj znan in za katerega sva bila tukaj definitivno v nepravem letnem času. Poleti voda in vodne aktivnosti v jezeru, pozimi smučanje. Queenstown je izredno poznan po svoji močni smučarski skupnosti. Namreč v neposredni bližini mesta so kar 4 smučišča. In če ste mislili, da je zelo gužva, porajš ne hoditi sem pozimi, ker je baje še 2krat slabše. Tako je, mesto slavi predvsem kot smučarska prestolnica Nove Zelandije, s povečanim obiskom turistov, predvsem mladih, pa tudi kot party prestolnica Južnega otoka. Geografsko gledano, Queenstown leži v regiji Otago in je obdan številnimi gorovji, med katerimi sigurno najbolj slavita verika The Remarkables in Cardrona, ki sta dom 2 izmed 4 največjih smučišč. Smučarije tako sicer nisva izkusila, sva si pa zadala kar konkreten nujnik, kaj vse si morava v pičlih 3 dneh pogledati v tem prekrasnem mestu. Glavni cilj so bili tako: videti kivije in ostale znane ptice Nove Zelandije, vinska tura in poskušanje vin, se vrniti nazaj v čas zlate mrznice, zabava in kulinarika ter seveda za piko na i nekaj adrenalinskega. Kivije greva gledati in to čiste ta prave ptiče kivije. In sicer v Queenstownu imajo kiwi park, torej rezervat kivijev, kjer jih razmnožujejo in potem, ko so dosti odrasli, jih dajo v naravo. Ko vi čakava, da si to pogledava. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Ja, to, kar zelo bežno vidite tekati okoli, je pravi pravcati kiwi. Ampak preden se potopimo v fascinantne dejstva glede kivijev, najprej nekaj o samem parku. Kot omenjeno, sam park deluje kot nekakšno zavetišče / živalski vrt za ogrožene, redke in posebne novozelandske ptice, rastline ter živali. Tako boste tukaj našli kar nekaj zanimivih primerkov, kot so kakariki, kaka, karearea ali novozelandski sokol. Prikupen tuji s svojima 2 nadvse značilnima belima peresoma na svojem grlu in seveda kereru, ki smo ga spoznali že v prejšnjem vlogu. Tale nam je pa znana, ne? Ta je ki se nam je zanj hotel izmucati, ker sva ga v naravi slikala. To je kereru oziroma wood pigeon. Gre za največjo vrsto goloba na svetu. In sicer je zelo pomemben za novozelandski ekosistem zaradi ene zelo posebne lastnosti. Namreč njegov požiralnik se lahko tako razširi, da če bi to primerjali s človekom, je približno isto, kot da bi človek lahko pojedel celotno melono, pa se ne zadušil. Pomembno je pa zaradi tega, ker potem te semena pokaka oziroma raztros posod okoli in nekako v bistvu sadi drevesa, tako da je priden. Pa kdo bi pozabil na Keo, Pončovega sedaj najljubšega ptiča na celem planetu. Zraven mene lahko vidite posebenega ptiča Keo, ki je pač res poseben za Novo Zelandijo in je tu neke vrste papagaj. Največ se jih v naravi vidi tukaj, ko so bila v Milford Soundu in pa na zahodni obali in zelo je treba paziti, ker je to zelo pameten ptič in je plastiko, se pravi vso plastiko in gumo okoli avta ti lahko pozoba, recimo kakšne brisavce ali pa to plastiko, ko v bistvu drži okna in podobne zadeve. Lahko z njimi pogovarjaš, tako da živijo, Keja, ne jesti mojih brisavcev. To rupotorca rajš pojej. Ja, živijo. Ja, živijo. Ko so cute, no. Ne, pa tako, no po stran te pogledam, ko zdaj ti meni tle težiš. Dokaj ne boječe. Ja, ne. Ja, lejo. Živijo. Ja, jaz mislim, da vam imela enega papagaja, Pingo. Ja, papagaja, ja. Keja je res nadvse fascinanten ptič, z inteligenco primerljivo s 5-letnim otrokom. Ampak v Kiwi Park smo prišli iz čisto drugega razloga, kaj ne?
Ne naj jo narobe razumeti, z veseljem bi vam predstavila čisto vsakega ptiča posebej in njegove posebnosti in značilnosti, ampak potem bi bil lahko cel vlog samo od tega. Tako da do vsega zanimivega, kar je zapovedati, bomo prišli skozi celotno serijo po Novi Zelandiji. Kereruja smo si že pogledali. Na Arthur Spesu, kjer sva imela pobliže srečanje s Keo, bova kaj več spregovorila o njih in tako dalje za vse ostale vrste. V tem vlogu bi se predvsem osredotočila na dve živali, na kivija in prakuščarja Tuataro, katerega sva verjetno prvič in zadnjič videla na 4 oči. Tuatara je dobesedno živi fosil, saj je na tem planetu že iz obdobja dinozavrov. Dolgo so mislili, da je izumrla, pa so potem na enem od manjših otočkov Nove Zelandije našli manjšo skupnost teh kuščarjev. Pravzaprav jim niti ne smemo reči kuščarji, niti plazilci, saj so povsem svoja kategorija živali, čeprav na prvi pogled izgledajo, kot da spadajo v eno izmed teh dveh rodbin. Toda tisto, kar resnično ločuje Tuataro, so njene edinstvene značilnosti. Za začetek imajo recimo tretje oko na vrhu glave, ki je skrito in ga ne uporabljajo v tradicionalnem smislu. To je bolj svetlobno občutljiva točka, ki jim pomaga pri uravnavanju njihovega cirkadialnega ritma in pri absorpciji ultravijoličnih žarkov. Za razliko od večine plazilcev nimajo ločenih zob. Namesto tega so njihovi zobje del čeljusti in s staranjem se ti zobje obrabijo, kar pomeni, da morajo začeti jesti mehkejši plen, kot so čevravi ali majhne žuželke. Kot so nam povedali v parku, tuatare vse delajo zelo počasi. Njihov trip lahko spustijo tudi do 1 udarca na minuto, vendar je ravno to njihov recept za dolgo življenje. Rastejo počasi, vrhunec doživijo nekje pri 35. letu, živijo pa lahko tudi preko 120 let. Zabavno je, da točne številke ne poznamo, saj so vsi znanstveniki, ki so življenje posvetili preučevanju tuatar, umrli, preden so umrle tuatare. Pa pojdimo na glavne zvezde tega videa, nacionalno žival Nove Zelandije, kivi. Zaradi vnosa plenilcev, kot so oposumi, podlasice in podgane, so bili kiviji že tik pred izumrtjem. V ta namen so se rodila zavetišča in programi, kot je ta v Kiwi parku. Njihova glavna naloga je, da mladičke kivije spravijo do zadostne velikosti in teže, da so sposobni samoobrambe v divjini. Verjeli ali ne, če te odrasel kivi brcne, pusti krvave posledice. Tukaj samica uspešno obrani gnezdo pred oposumom, skljuvanjem in brcanjem. Kivi je nočna žival in da jih lahko sploh vidimo podnevi, je zahvaljujoč tako imenovani kivi hiši, kjer kivijem obrnejo dan in noč s prižiganjem in ugašanjem luči. To posledično pomeni, da je notri izjemno temno in z še ne vem kako fancy opremo težko približava to, kar vidiš s prostim očesom. Medtem ko gledate, kako te 4 kiviji tekajo naokoli, vam bova povedala nekaj dejstev, ki so naju najbolj presenetila. Seveda pa dobrodošli, da dodatna vprašanja pustite v komentarjih videa. Kivi je edina ptica na svetu, ki ima nosnice na koncu kljuna in ima izreden čut za voh. To mu pomaga, da ga uporablja kot sondo in dobesedno voha znotraj zemlje za svoje naslednje kosilo, kar mogoče lahko vidite tudi na tem videu. Edini ptič na svetu, ki jih prekaša, je kondor, ki lahko zavoha hrano na nekaj kilometrov. Za razliko od večine ptic, kivi ne letijo in imajo dlakasto perje. To perje je bolj podobno krznu in služi le ohranjanju toplote. Na otip pa je zelo tako puhasto. Pod krili lahko opazite tudi ostanek kosti, ki je bila verjetno nekoč del krila. Kot rečeno, imajo izredno silovito brco, zahvaljujoč svojim močnim nogam, v katerih pa se nahaja kostni mozeg, kar je ogromna razlika od ostalih ptic, ki imajo votle kosti. Čeprav izgledajo dokaj nerodni in brez ravnovesja, lahko tečejo hitreje kot človek, zlasti navkrebar. Če bi šutoril v gozdu sredi noči in bi te obiskal kivi, bi verjetno mislil, da te napada pošast. Poslušajte njihovo oglašanje. Najbolj fascinantno dejstvo pa je njihovo razmerje med velikostjo jajca in materinim telesom. Kljub svoji majhnosti kivi izleže jajce, ki lahko tehta do 20% njegove telesne mase. Če postavimo perspektivo, to je približno isto, kot če bi ženska rodila 18 kg težkega dojenčka. Right here. This was taken 24 hours before this female laid, and these
Literally all of her internal organs squashed to the side to make room for this gigantic egg. This is actually so extreme. In the last 3 days, there's so little room inside of her body that Mom can't eat. And in the last 24 hours, she can't drink either. There's just nowhere to put it. So yeah, feel sorry for Mama, because in the course of her lifetime, she will lay about 100 of these. 2 to 4 every year of her life for over 50 years. Evolucijska prednost pa je to, da se kivi rodi skoraj povsem operjen in z odprtimi očmi, identična kopija svojih staršev in je od dneva nič pripravljen na samostojno življenje. In če nadaljujemo na to noto, starši kivi niso nič kaj pretirano starševski. Po dobrih 14 dneh spodijo otroke iz gnezda, če nočejo oditi, jih dobesedno zbrcajo iz hiše. Ne velja pa to za vse podvrste kivija. Tale park je res neverjetna izkušnja in definitivno se splača priti sem, kljub temu, da je vstopnina kar draga. Namreč vstopnina stane $52 po osebi, midva sva na BookMeju najdla znižano ceno za $32, kar je v bistvu dosta ugodno, ker vidiš ful stvari. In pa v naravi pač je kivija zelo težko videti, ker to je nočna ptica, se pravi, ga moraš iskati po noč, pa tudi ni rečen, da ga boš dejansko najdel. Tako da tukaj ga lahko pač sicer v temi, ampak ga lahko zelo lepo vidiš in v bistvu spoznaš zelo veliko od živali na splošno na Novi Zelandiji. V Queenstownu je kar velik problem s parkiranjem, sploh če imate velikega campervana ali pa celo avtodom. V poslovnem centru se sploh ne sme parkirati, medtem ko midva sva najdla tukaj en redkih parkirišč, ki dovoljuje parkiranje in ki je dosti velik pač za velika vozila. Je pa zelo zanimivo, se pravi, da sva prišla tukaj ob nekje 8:30 zjutraj in je bilo parkirišče še skoraj prazno, tako da sva imela kar srečo. In medtem ko zdajle, ko sva prišla ven z Kiwi parka, je vse zaseden. Tako da na srečo sva se odpravila dosti zgodaj, pa še v Kiwi parku nisva imela toliko gužve. Tako veleturistično mesto pa si seveda zasluži tudi kakšno kulinarično razvajanje. Tukaj sta popularni zelo dve stvari. Prva je najboljši oziroma baje najboljši burger na svetu. Zdaj, sodeč po vrsti, je sigurno najboljši burger na svetu. Ne vem pa, če se dejansko splača čakati 2 uri samo zato, da probaš en burger. Ne vem, to boste precenili sami. Druga stvar pa je slaščičarna, v kateri naj bi stregali najboljši sladoled v mestu. Odličen je, ful je dober, činkalo binkalo. Queenstown je poznan še po eni stvari in sicer je tudi party prestolnica Nove Zelandije, kar pomeni, da se tukaj vse dni v tednu zvrstijo raznorazne žurke, bari so odprti dolg in pa še eno posebnost imajo. Verjetno se sprašuješ, zakaj se oblačam v bundo sred poletja. Odpravljava se v ice bar oziroma ledeni bar, ki so tukaj zelo popularni in vse v baru je narejen iz leda. So pa vse te jakne in bunde in rokavice in vse v bistvu dobiš tukaj, tako da ne rabiš nič s sabo nositi, te lepo opremijo in zdaj greva na -12 stopinj pit koktejl. Kaj greva zdaj v to skrinjo? No evo, vstopava v hladilnik. Zmrzovalnik natančneje. Nice. Aha, še ena Se pa vrata. to odpre. Tukaj je vse narejen z ledu, v bistvu še kozarci so ledeni. Tukaj je debel kozarc, da je ful težko piti. Imam pa koktejl Swedes, čisto po kivijevsko. Činkalo, binkalo! Činkalo binkalo!
mi dvarineva še bolj na mraz, da nismo imela dosti mraza že na jugu tele Nove Zelandije. Kako je mrzlo. Ena stvar, ki jo moraš v Queenstownu res doživeti, oziroma na splošno v Otago regiji, je wine tura. In midva sva se odpravila na eno tako butično izvedbo wine ture, kjer se bomo odpravili kar 3 vinarne, preizkusiti različna vina in pa probali bomo zelo dobro kulinariko. Zdaj sva prišla v prvo vinsko klet, ki je čist nova, tako da ko mi čakava, da to sprobava. Prva vinarna, ki jo bomo obiskali, je Aburn. V bistvu gre za zelo mlado vinarno. Začeli so producirati vina šele prejšnje leto. In klet, v kateri se nahajamo, ki je mimogrede tako lepa, ne vem, če so bila že kdaj v tako lepi kleti, kot je ta, je pa odprta šele 4 dni. Kar pomeni, da smo mi eni prvih. V bistvu smo ta prva skupina tukaj uradna, ki sprobuje njihova vina, ki so super, dobra, noro. Sama farma je pa sicer precej stara že in sicer že iz leta 1864 je v bistvu ta prvi hektar farme tlele postavljen. Obstaja pa prav poseben razlog, zakaj sva šla na degustacijo vin ravno v Queenstownu oziroma v regiji Otago. Ko so se sem preselili prvi evropejski priseljenci, je veljal nek splošen konsens, da tukaj se pa vina ne da. Ne da se ga gojiti, vinskih trt in nič. Seveda so se mogli najti en Italijan pa par Hrvatov, da so temu dokazali nasprotno. Ta en Italijan je predpostavil, da če se nahajamo 45 stopinj na tem južnem paralelniku, je to približno isto kot Šampanija in Burgundija v Evropi, kar pomeni, da načeloma bi se tukaj mogli dati gojiti vina oziroma vinske trte. In potem, ja, dejansko ta prvi hrvaški priseljenci, ki so prišli sem, so začeli gojiti vinske trte. In ne samo, da so dokazali, da se tukaj da gojiti vinske trte, tukaj se da gojiti eno prav posebno sorto, ki velja za eno najtežjih, ki jih sploh lahko gojiš. Pinot Noir oziroma črni pinot. Za centralen Otago sva vam že pri češnjah povedala, da imajo zelo ekstremne pogoje. Se pravi, poletje tukaj zjutraj, ne vem, 3 do 4 stopinje, medtem ko čez dan je lahko tudi do 30 stopinj. Te pogoji so pa v resnici popolni za gojenje Pinot Noirja, ker ko temperature padajo pod 10 stopinj, se pravi tukaj po noč, se zorenje ustavi in čez dan pa normalno zori, kar pomeni, da imamo podaljšano nekak čas zorenja in tukaj se grozdja obirajo veliko pozneje, kot bi bilo to običajno. Za nas bi bilo to nekje pozen oktober, kar bi bila lahko v bistvu že ledena trgatev, tukaj je pa nekaj čist normalnega in dobimo veliko bolj kompleksne note, veliko boljše vino na konci. In to je tisto, kar dela centralen Otago in te vinarje tukaj tako posebne. Čeprav ne proizvajajo velikih količin, proizvajajo pa res kvaliteto, ker pobirajo predvsem za Pinot Noir same najboljše nagrade na svetu. Od vseh 3 vinarn je bila nama prva Aburn najboljša. Tudi najbolj zanimivo paleto vin smo po najinem mnenju preizkusili tam. Lahko pa, da sva malo pristranska, saj sta ambienti intimne vinske kleti in okusno kosilo, ki so nam ga postregli, naredila toliko velik vtis na naju, da se sploh nisva želela posloviti. Če je bila naslednja vinarna Montrosa tako malo pa smo pa vsaj zaključili na dobro noto v 3. Zadnja vinarna danes, če smo bili ta prvič v najmlajši vinarni, gremo pa zdaj v najstarejšo vinarno, Gibston Valley. Vinarna Gibston Valley gre v bistvu za najbolj znano vinarno in tudi, kot rečeno, najstarejšo. Zdaj, kaj mislimo s tem najstarejšo? Producirali so najstarejše komercialno vino in to že leta 1987. Najboljša stvar te vinarne je pa dejstvo, da imajo vinsko klet v gori noter. Kaj je zdaj fora tle? Če vidite to stavbo za mano in glede na to, da smo v centralnem Otagu, pri 30 stopinjah v teh aluminijastih hišah ti bo kar nekaj vina enostavno izpuhtel ven iz flaš, iz fermentorjev in so zračunali, da oni izgubljajo nekje $250,000 na leto samo skozi to, da gre vse v zrak.
In ker so bile to 80-ta, se je lastnik zmenil z nekimi gradbinci, ki so delali hidroelektrarno nekih par kilometrov ven iz mesta, da so eno noč prišli sem, verjetno jih je dobro podkupil z vinom, prinesli en kup enega dinamita in so zbombardirali noter v samo živo skalo cel tunel, kamor še danes spravljajo in starajo vina. Zdaj, če sva čisto iskrena, pri tej ta zadnji že težko kaj pretirano okušaš, glede na to, da je zadnja vinarna na poti po že kar nekaj popitih kozarcih vina. To bi bila morda najna edina kritika te dotične ture, katere sva se udeležila. Sva pa dala Gibston Valley popravni izpit kakšne 2 meseca kasneje. Prispela sva do bungee jump centra in domačini tukaj pravijo, če se ne ustaviš na bungiju, je isto, kot da bi šel v Pariz, pa si ne pogledal Eiffelov stolp. Tako da, evo naju, tukaj sva, sicer skok z temle bungeejem naju prav čist nič ne mika, je pa izjemno za videti. Aj zaril not? Ja. Kako je voda skočila? To pa ni bilo glih varno. Ojoj. Ne vem pa, če ste vedeli, ampak kivi imajo zelo veliko prstov vmes pri tem, da je bungee jumping postal šport oziroma da se folk s tem danes ukvarja. Namreč AJ Hackett velja kot za nekega pionirja bungee jumpinga. Je pa to kivi, ki je v bistvu idejo nekako pobral sicer najprej iz neke univerze, z njihovega športnega tima. Oni so pa pobrali to v kulturi nekemu otoku, kjer so se ženske dol iz nekih dreves metali z nekimi štrikci in bla bla bla. Ampak on je bil v bistvu prvi, ki se je začel potem metati iz vseh mostov dol. Da je pa to prišlo najbolj v javnost, je pa bilo, ko je on šel v Pariz in se je vrgel iz Eiffelovega stolpa dol. Snuck up the tower, evaded security and stayed up here all night. At dawn, he jumped. AJ, do you think that now you're going to have problems with the French police? No, I don't think so. I think they're really quite reasonable people, and I'm sure they'll see it as an inspiration for the people of Paris and France and the world. In ja, nekako se je potem cela kultura bungee jumpinga začela. In na tem mostu je potem AJ Hackett odprl prvo komercialno bungee skakalnico. Danes Kavarau most velja za rojstno mesto bungija in AJ je kasneje razširil svoje podjetje z ustanovitvijo bungee lokacij v Avstraliji, Franciji, Nemčiji, ZDA, Mehiki, Indoneziji in celo v Makau. Pripisujejo mu zasluge za začetek industrije avanturističnega turizma na Novi Zelandiji in v domačem Queenstownu operira kar nekaj zanimivih vrtoglavih vraguli. Spoznajte Nevis dolino, dolino adrenalina. Tukaj boste našli največji bungee na Novi Zelandiji. Katapult.
in največjo gugalnico na svetu, s kar 70 metrov prostega pada. In sem se odpravljava tudi midva, ampak ne v tem vlogu. To pa bo, a? To pa bo, ja. Zdaj, ko vidim, me ima strah. Shit. Na tej točki sva že vedela, da naj oboje obiskali prijatelji Slovenije in zmenili smo se, da bomo to adrenalinsko pustolovščino doživeli skupaj. Zato se ne pozabi naročno na en kanal, da ne zamudiš tega, kako se je Ponč skoraj pokakal hlače. Bomo pa namesto tega krenili v čas zlate mrzlice in skušali najti zlato. Ko si pa enkrat v Queenstownu, se pa splača zapeljati še 20 minut ven iz mesta in sicer do mičkane vasice Arrowtown, ki je v bistvu bivša gold mining vasička, se pravi, kjer so kopali zlato. Vse glede obdobja zlate mrzlice na Novi Zelandiji bova razložila v enem od prihajajočih vlogov. Vse, kar morate trenutno razumeti, je dejstvo, da se je v 60-ih našlo zlato in ogromno ljudi je videlo Novo Zelandijo kot naslednjo ZDA. In ravno regija Otago je bila prva, kjer se je odkrilo zlato. Reka Arrow s svojimi bogatimi sedimenti zlata pa je igrala ključno vlogo pri razvoju ne samo Otago regije, ampak celotnega južnega otoka. Danes je Arrowtown slikovito zgodovinsko mesto, dobro ohranjeno s stavbami iz obdobja zlate mrzlice in priljubljena turistična destinacija, znana po svoji bogati zgodovini in čudoviti okolici. Kako sva vidva neumna, sva videla, da ima tale pošta odprta vrata in sva rekla, da greva noter, mogoče pa pač je kakšen muzej. In prideva do vrat in ugotoviva, da je dejansko pač pošta, se pravi novozelandska pošta, ima noter poslovalnico. Polover. Kar vidite na posnetku so tako imenovani golden nuggeti, kepice po slovensko. Sveti gral, ko iščeš zlato v naravi. Vendar pa nuggeti niso prevalentna oblika, v kateri najdemo zlato v reki. Ko govorimo o gold panningu, bomo več ali manj našli zlate drobce oziroma prah, kar vidite v vijalah. In da nabereš tako količino, gre kar nekaj časa, kot tudi lastnik trgovine razloži. How much did you say was this worth? $20 for one of those capsules. You got a $50 one and a $20 one. And that's 4 hours of work? That's about 4 hours of work for me panning at the river. So that's an average, some days you get better, some days you get worse. Ampak kot rečeno, vse v zlatu, metodah, ki jih lahko vsak smrtnik se poloti in začne kopati zlato, o vplivu tega obdobja na Novo Zelandijo bomo govorili drugič v vlogu na zahodni obali Nove Zelandije. To je ta slavna reka Arrow, v kateri se še danes najde kar nekaj zlata. Tudi v samem mestu se da iti na kakšno organizirano popoldansko aktivnost iskanja zlata, pa še en tak hin, če boste šli, kje se ga največ najde. Tanka reka naredi ovinek, na notranji strani ovinka se ga ponavadi največ nalaga. To sva zvedla v zlatarni. Evo, pa smo prekruzali še čez Queenstown. Res je krasno mesto, ki ponuja še veliko več, kot bi si predstavljal, sploh kar se adrenalina tiče, pa naj bojo to speedboati, soteskanje, downhill z bajki, skoki s padalom, pač you name it, they have it. Seveda pa je to tudi raj za nakupovanje v centru mesta, veliko enih aktivnosti, kot so escape roomi, obisk parnika TSS, Earnslow, ter seveda desetine kafičev, barov in nočnih klubov. Definitivno vredno obiska za vsaj nekaj dni. Člani lahko počakate še kakšno minuto, vas čaka presenečenje na koncu, vsi ostali pa hvala, ker naju spremljate. Sledite nama v naslednjem vlogu, kjer se odpravljava čez prelaz na zahodno obalo Južnega otoka, kjer bomo hodili po džunglah in obiskali ledenike. Tako da, do naslednjič, kakite ano!